6. razred je bil precej drugačen. V večini smo ga preživeli doma, prikovani pred računalniške ekrane. Nekaterim je bilo to glasno všeč, drugi smo pogrešali družbo in tekanje po hodnikih. Anja Luštek in Polona Rozman sta bili učiteljici, ki sta nas vodili, nas poskušali razumeti in spodbujati, da je delo na daljavo lahko tudi zelo zabavno in poučno. Hvala obema. Čeprav je bilo v času šolanja na daljavo težko, smo vseeno našli načine, da smo si to popestrili. Hitro smo odkrili kar nekaj prednosti šolanja na daljavo. Lahko smo se zbudili zelo pozno, med zumi jedli, ležali na posteli, včasih nam čudežno niso delali mikrofoni ali kamere, nekateri pa so celo spali. Dobar dan, učenci, kamera, prosim. Mark in Rok, kamera, prosim. Jo, učilca mentle nekaj nadela, pa pritiskam in pa mogoče to nekaj prijeti. Ja, meni tudi nadela, pa pritiskam kletu. Ok, pa začnimo. Anže, obnači se, lahko te vidim. Ja, se pravi, čujem. Urban, tudi tebe lahko vidim. Skenslala te bom ven. Ja, sem malo vem. Usklavo. Nuša, kaj pa ti delaš? Nič, kaj je? Kakšne oblike je zemlja? Ja, okrog hvala, ne? Ok. Drago, kaj pa ti delaš? Dej vstan se. Klara, koliko je 3 plus 3? Ja, prosim. Koliko je 3 plus 3? Odgovor je 6. Ja, res je. Neja, danes imaš predstavitev o medvedih. Si pripravila? Neja, čakam. Ja. Danes imaš predstavitev o medvedih. Imaš? Ja, se pravi, nisem slišala neki slab internet. Ampak ja, medvedi so ponovno rjave barve, ne pa v gozdu so, ne? Kakšen je pa njihov kožuh? Ja, dičas. Neja, mislim, da če boš odkole naprej bo tvoj popravni izpit. Kaj si greste? Pijete, jeste, spite med poukom, pa bi imeli pa neke dobre ocene. Kar mislite si. Ugasnite mikrofon in kamere in se vidimo naslednjič. Po tem razborljivem letu smo se podali 7. razredu naproti. S tem smo vstopili v zadnjo triado, kjer nas je čakalo kar nekaj sprememb. Čeprav je pa razred obdržal razredničarko Polona Rozman, je A razred dobil novega razrednika, učitelja športne vzgoje Boštjana Srovina. Ajovci smo dobili novega sošolca Erika in B razred Majo. Odšli smo tudi v šolo v naravi, kjer smo v prve pol ure pridelali že prvo zlomljeno roko. V šoli v naravi smo se naučili tudi orientacijskih veščin, saj so nas sami spustili po mestu. Znašli smo se kar dobro. Sedaj se bomo predstavili še zadnjim plesom danes. Dame in gospodje, Disco Fox. What's going on my name?
Hvala lepa. Na predmetni stopni smo bili na začetku malo prestrašeni, saj nismo bili vajeni toliko različnih učiteljev, različnih načinov poučevanja, učilnic ali predmetov. Jakob, ti si prišel danes na šolo s avtobusom, ne? Ja, ti boš pa šla v počitnice s letalom, kaj ne? Ne, saj se hecamo. Naše znanje slovenščine je odlično. Slovenščino se nas učila učiteljica Mojca Novak, Teja Bačar, Urška Gršič, Nuša Fabjanka Stelic, Barbara Goršič in Simona Lakner Strahinič. Hvala za vaše znanje, ki ste ga predajali. Učiteljice Ana Štrbenc, Anja Luštek, Lija Hoffman in Natalija Lokar so nas kratkočasile pri pouku matematike. Končno vemo, da ima krogla 5 oglišč in da je 1/4 plus 3/4 enako 4/8. Učiteljica Natalija Lokar nas je poučevala tudi zelo zanimiv predmet tehniko. Naučili smo se risati, uporabljati različna orodja in stroje. Še zdaj pa ne vemo točno, v čem se razlikuje tehniška pisava od navadne. Ampak učiteljica, ne biti jezni. Gotovo nam bo English v srednji šoli šla perfekt. Zato se moramo zahvaliti učiteljem angleščine. To sta bila učiteljica Polona Rozman in učitelj Klemen Kramer. Naravoslovje, kemijo in zadnje leto biologije nas je učiteljica Slavka Pečjak učila. Hvala, ker ste nas naučili, da kača ne piči, ampak ugrizne. Biologijo v 8. razredu in gospodinstvo nas je učila učiteljica Leja Gešman. Učiteljica Leja, vam se danes še posebej zahvaljujemo, saj ste nam v letošnjem letu mnogokrat priskočila na pomoč pri filmskem večeru in baleti. Najlepša hvala za vaš trud.
Primerna peč na Dolenjskem in Slovenije v Evropi nas je pri geografiji naučil učitelj Igor Zadravec. Učitelj Igor in učiteljica Maša sta nam poučevala tudi zgodovino. Če ne bi imeli zgodovine, zagotovo ne bi vedeli, da je Slovenija samostojna država že od antičnih časov. Kaj ne učitelja? Hvala za zanimive ure. Ali ste vedeli, da Mozart ni poznan samo po Mozartovih kroglicah? To in še marsikaj drugega smo izvedeli pri pouku glasbe, kjer so nas učili učiteljica Ema Polanec, Sandra Vaškovič, Iris Brili in učitelj Dominik Strgar. Naučili so nas tudi nekaj plesnih korakov, prav tako smo učenke rade prepevale pri pevskem zboru. Imamo tudi nekaj talentov na glasbenem področju. Nika se v prostem času uči igranje klavirja, Neža pa zelo rada igra violino. Naj se vam še s vami predstavita.
Jakob, ali veš, kaj je demokracija? Pa kdo je predsednik države in vlade? Ček malo, da razmislim. Je seveda Nataša Pirc-Musar in pa Robert Golob. Tega smo se naučili pri etiki, pri učiteljici Simoni Lagnar Strahinič, Urški Grčič in Maši Mohorko. V šoli smo se naučili tudi marsikaj praktičnega, da znamo izračunati, kakšen pospešek rabimo, da od šole do pekarne v Merli peči pridemo v 5 minutah, se zahvaljujemo fiziki in učiteljici Zeki Kadelari. Večkrat se je izkazalo za izjemno koristno pridobljeno znanje, predvsem fantom. Ker smo vsi v zelo dobri formi, nam šport nikoli ni delal problema. Da so bile vse ure tako nepozabne in aktivne, se zahvaljujemo učitelju Robertu Draganu in Boštjanu Sravino. Tudi pri likovnih so ure hitro minile, saj smo v 2 urah komaj naredili skico. Zato se za vse nepozabne ure likovne umetnosti in likovnega snovanja, kjer smo lahko razvijali svoj talent, zahvaljujemo učiteljici Alesi Šušnik-Škedel. Čez vsa ta 4 leta različnih predmetov, testov, ustnih ocenjevanj, predstavitev, seminarskih nalog, poskusov in praktičnega dela smo prišli kot pravi zmagovalci. Prisluhnimo glasbeni točki Neže in Lane, kjer se boste predstavili s pesmijo Šampioni.